Prehajamo na 6. točko, potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIP in investicijskega programa IP ID 123547 sanacija LC 160081 Klemenčevo. Investicijsko dokumentacijo ste članice in člani občinskega sveta sprejeli po elektronski pošti, predlagatelj župan, poročevalci pa Brane Golob, Timotej Štritov in pa Janez Krumpak. Besede ima Timotej Štritov. Pozdravljeni še enkrat in hvala za besedo. Torej, predlaga se potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta in pa investicijskega projekta, in sicer za namen izvedbe sanacije lokalne ceste 160081 na območju Klemenčevega, se pravi, to je ta glavna cesta, ki poteka skozi Bistričico pa Klemenčevo. Zdaj na tem odseku, se pravi, oziroma na tem območju Županjih, Njiv, Kregarjevega, Bistričice, Klemenčevega je bilo kar nekaj poškodovanih odsekov ceste in druge infrastrukture. Zdaj odseki so bili različno evidentirani, tukaj v tem konkretnem primeru gre pač za daleč najdaljši odsek in zaradi tega pač tudi gre za bistveno finančno visoko vrednost. Se pravi, predviden znesek je 1.144.672,81 evrov, se pravi, tukaj gre za skupni znesek, ki se bo črpal oziroma upravičil iz predhodnega pa rednega programa, se pravi, zajema projektno dokumentacijo, varnostni načrt, investicijski projekt, se pravi, pripravo investicijskega projekta, izvedbo gradbenih del pa gradbeni nadzor. Tako kot sem že na začetku povedal, tukaj gre ravno za neko prehodno obdobje, se pravi, ko zaključujemo s črpanjem oziroma s porabo sredstev, ki smo jih pridobili na podlagi predhodnega programa, se pravi, to je bilo teh 40%, in zdaj prehajamo nekako v redni program, se pravi, ker kar nekaj odsekov oziroma projektov se je že uspešno saniralo oziroma zaključili. Določeni so pa taki, ki so se začeli izvajati, pa se žal še niso dokončali in se bojo pač dokončali v sklopu izvedbe rednega programa, nekateri odseki se bojo pa pač v sklopu rednega programa izvedli šele v celoti. Skratka, zaradi finančne obsežnosti tega konkretnega odseka, se pravi, gre za odsek od stacionaže 2691 metrov do 4098 metrov, je potrebna potrditev tako DIP-a, se pravi dokumenta in pa investicijskega projekta. Se pravi, investicijski projekt je pripravilo podjetje Castis d.o.o. Zdaj mi v bistvu že ves teden nekako usklajujemo vsebino pa metodologijo pa vse skupaj, ker v bistvu zdaj bomo nekako dobili komaj to izkušnjo, kako je s črpanjem denarja po rednem programu. Tako da zdaj mogoče spotoma še odgovor na tisto vprašanje, ki je bilo prej glede črpanja sredstev. Seveda mi pričakujemo, da bomo v celoti vsa sredstva dobili povrnjena oziroma niti ne povrnjena, da jih bomo pridobili strani države. Se pravi, zaenkrat je glede na informacije, se pravi v praksi denarja iz rednega programa, to je za teh preostalih 60% še nismo počrpali oziroma pridobili. Po sedanjih zdaj pogovorih oziroma informacijah pa pričakujemo, da bomo oziroma naj bi denar dobili, se pravi na podlagi predhodne odobritve vsega, kar je pač potrebno, med drugim tudi tega dokumenta oziroma teh dveh dokumentov, ki se sedaj potrjujeta. Se nekako pričakuje, da ko bomo imeli mi rok plačila 30 dni, da bomo 29. dan, se pravi en dan pred plačilom računa dobili denar na svoj račun in bomo pol s tem denarjem v bistvu zadevo plačali, tako da nekako zaenkrat tako pričakujemo, da bo zadeva potekla, se pravi, nimamo pa zdaj še konkretne izkušnje, ker se pravi, smo zdaj ravno v tem prehodu, da nekako zaključimo predhodni program, se pravi, sredstva, ki smo jih pridobili, pa da uspešno štartamo na ta drugi sklop. Tako da nekako do naslednje seje pa pričakujem, da bomo pa že nekako lahko kakšno pozitivno informacijo oziroma pozitivno konkretno izkušnjo v zvezi s tem tudi že imeli. Tako da toliko na kratko. Skratka, potrditev teh dveh dokumentov je bistvena za potrditev upravičenosti oziroma za črpanje celotnega zneska za to konkretno območje oziroma ta konkretni projekt sanacije. Hvala. Hvala, odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Beseda ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo.
Mene zanima zdaj tukaj med drugim zapisano, izvedba gradbenih del je predvidena med septembrom 2024 in decembrom 2024. Zaključek projekta je tako predviden v decembru, se pravi letošnjega leta verjetno. Zdaj, čeprav razumem, to potrjujemo oziroma sprejemamo predvsem zaradi črpanja sredstvu, dejansko se pa to že na terenu dogaja ali se je celo že zgodilo. To je ena stvar, pol imamo pa v tem razpisu iz postavke 4607 tudi tole, ta isto cesto 160081 v dolžini 957 metrov. A je to druga, se pravi pol na drugem delu te ceste ali to gre za eno in isto, a ne? V tele številke se ne bom spuščal 1.100.000, saj če je to kritje za državo, v redu, se morajo oni s tem ukvarjati, ampak številka je res velika. Vzel sem si čas in tudi pogledal tale razpis občinski, ki je bil za 2 sklopa in kar ne morem verjeti, da lahko dobimo 8 ponudb, kjer je najcenejša z davkom 549 000, najdražja pa 1.079 000. Če koga zanima, je to javno dostopno, pa se ne malo pogledati, so zanimive podjetja. Drugi sklop je pa tudi podobna zgodba, je pa 361 000, najcenejša bila pa druga 711 000. To so taka odstopanja pri cenah, da se človek vpraša, kako je to možno. No, tako da se pa vrnem k bistvu vprašanja, se pravi, zadevo potrjujemo zato, da bomo lahko črpali sredstva. Hvala. Izvoli. Še Jože Korošec. Ja, tudi jaz sem hotel, podoben sem hotel vprašati. No, se pravi, tole dela, bom rekla, piloten ta projekt, no, kako bo to potekalo, ampak za naprej verjetno se jaz tako predstavljam, da bo ta prvo, se pravi, ta zadeva odobrena, a ne, potem pa, da se dela. Zdaj je malo lik drugače obratno, ampak za naprej bo verjetno ta prvo, da se bo pač ta DIPA pa za te večje zadeve pač, da bo potrjena, potem pa se gre v izvedbo. Tle pa lih malo za ta piloten začetek je pa verjetno tako, če tako prav razumem, no, hvala. Ja, v bistvu prav razumete, je pa res, da so navodila za to prišla šele zdaj konc leta, ne, in zato smo mogli zdaj to za nazaj izdelati. Zdaj, izvolite jim še ostalo. Ja, hvala še enkrat. Ja, tako je, se pravi, zdaj smo mi smo lansko leto pridobili teh 8 milijonov kot predujem oziroma kakorkoli, se pravi, v sklopu tega predhodnega programa. Zdaj, tako iz tega dokumenta razvidno za to konkretno cesto, se pravi, smo do zdaj počrpali, se pravi, z davkom, se pravi, dobrih 60 000 evrov, se pravi, dober milijon je še, ker je ravno zdaj ta večji sklop zaključenih del se bo zdaj konec leta obračunal, ampak nekako glede na dosedanje kalkulacije pričakujem, da bo bistveno nižji, se pravi, tukaj so navedeni pogodbeni zneski, ampak pričakujemo, da bo končen obračunski znesek bistveno nižji, kakor je bil tukaj pač predviden glede tisto projektantsko oceno. Kar se tiče, se pravi, drugega sklopa, seveda mi bi mogli ta dokument pripraviti pred samo investicijo, dela se izvajajo in bojo do konca leta zaključena. Tako je bilo, se pravi, država si je želela, pa tudi mi, se pravi, da se projekti, za katere se odločimo, da se bodo izvedli v predhodnem programu, da se v predhodnem programu tudi zaključijo, ne. In v tem predhodnem programu vseh teh dokumentov ni bilo potrebnih, ki bojo zdaj potrebni za črpanje sredstev v rednem programu. Seveda se pa nam v praksi zgodilo, da pa pač nam ni uspelo projektov vseh začeti in s tem denarjem tudi dokončati, ker nekje so se recimo, ali so bila dodatna dela, ali nismo vedeli, kako bo točno potekalo, v glavnem enih dejavnikov pa faktorjev bilo glede same in izvedbe, nekje smo mogli hiteti, potem smo čakali na potrjene revizije že samih projektov, v glavnem kup enih neznank, kako bo potekalo, koliko hitro bojo dela potekala. Časa za realizacijo je bilo pa relativno malo, ne. Skratka, kar se tiče te navedbe še ceste, ja, na tej cesti isti, ki poteka v bistvu od stran do konca Klemenčevega, je pač bilo več poškodovanih odsekov in vsak odsek je bil evidentiran pod svojo ID številko v ID. Nekateri odseki so bili 10 000 vredni, nekateri 30, 50 000, ta je
v bistvu bistveno višji kot pa vsi ostali, no, čeprav gre za isto cesto. No, se pravi, nekako so bili razdeljeni so bili na odseki in vsak odsek je dobil svojo ID številko, ta je pa pač toliko obsežen, da je pač potreben še potrditev še investicijskega projekta. No. Tako da, skratka, v tem smislu. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Hvala. Mogoče še navedba tega odseka iste ceste v tisti postavki 467 je pa pač zato, ker smo določen del te ceste pa tudi sami popravili, tam, kar ni bilo poplavljene poškodbe. Še kdo? Ne, potem zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet Občine Kamnik potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta DIP ID 123547 sanacija LC 160081 Klemenčevo in pa Občinski svet Občine Kamnik potrdi investicijski program IP ID 123547 sanacija LC 160081 Klemenčevo. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena, s tem pa tudi današnja seja. Hvala za konstruktivne razprave, pa lep preostanek večera želim.